Župan občine Radovljica Ciril Globočnik je tokrat v Čebelarskem centru v Radovljicu sprejel vse tiste učence, ki so bili vseh 9 let odlični. Letos jih je bilo 40, prihajajo pa iz osnovne šole Antona Janše, Antona Tomaža Linharta Radovljica, Staneta Žagarja Lipnica in Frana Saleškega Finžgarja Lesce. Poklonil pa jim je knjigo avtorja Javorja Briškega in Sladko presenečenje čokolado. V vašem poslanstvu župan občine Radovljica Ciril Globočnik so prijetne in neprijetne naloge, tokratna pa je verjetno zelo prijetna sprejem odličnjakov. Ja, res je, no, jaz sem danes bil izredno presenečen, pa pravzaprav sem čestital vsem nagrajencem. Zelo močna generacija je, kar 40 jih je dobilo to priznanje in čestital sem jasno tudi vsem učiteljem, mentorjem in na koncu koncev bilo je prisotnih tudi veliko staršev in vsi skupaj so dali rezultat. Zdaj, ta rezultat jih bo pa ponesel naprej na srednješolsko izobraževanje. Jaz sem jim zaželel, da se spočijejo, zdaj imajo počitnice 2 meseca pa pol, potem pa da bodo šli po taki poti, kot so jo zdaj imeli 9 let in potem jaz mislim, da se ni treba za nobenega bati, da ne bi bil uspešen, kajti to so vztrajni otroci in delujejo tudi na drugih področjih, ne samo v šoli, tudi na glasbenem, kakšnem kulturnem področju, tako da res iskrene čestitke in vso srečo jim želim. Želja vsakega župana, pa verjetno tudi vas, je, da po končanem šolanju pridejo nazaj v občino Radovljica in da si tukaj ustvarijo družino in tudi zaposlijo. Ja, poglejte, želja je eno, realnost je pa druga. Seveda si želimo, ker to je kader, ki bo v bodoče nas starejše živel. Seveda so pa poti različne, ker je danes svet odprt in jutri si že na drugem koncu sveta, ampak če bodo prišli do dobre izobrazbe, sem prepričan, da bodo tako ali drugače koristili ne samo Radovljici, ampak Sloveniji in s tem jaz nimam težav. Seveda je pa želja vsakega župana, da se jih pa čim več vrne oziroma ostane v občini.